večer v imenu Slovenskega centra PEN, dobro večer v imenu ženskega odbora Slovenskega centra PEN Mira in Rotary kluba Ljubljana Nike, in sicer prvega ženskega Rotary kluba v Bistrici. Z menoj so danes izjemni gostje, ki jih bom takoj predstavila. Govorili pa bomo o temeljnih listinah in dokumentih, ki določajo človekove pravice, predvsem kako jih lahko tudi v vsakdanjem življenju dejanimo. Najprej prosim predsednico Rotary kluba Nike, gospo Matejo Adamje, da nas pozdravi in pove, kaj nas še čaka potem prijetnejšega. Ja, dober večer vsem, dober večer, dragi gostje in drago občinstvo. Želim, da se imamo en tak lep, prijeten predpraznični večer, tako da kar predajam besedo na oder. Hvala. Torej, danes so z menoj, bom začela pri damah, gospa Milena Šmit, gospa Karin Cvetko-Vah, gospod Danilo Türk in gospod Danijel Petrovič. Pa bom ravno prav ste se usedel, gospod Danilo Türk, ker bom res začela pri vas. In preden gremo v dokumente in v pravne formulacije, mi dovolite, prosim, en pobeg v književnost. In sicer pred nami je duša 30-letnega junaka, sina resničnega prvaka slovenske tranzicije, ki kljub bogastvu, kljub vsemu, kar ima na voljo, izgubi vero v vrednote, o katerih bomo govorili. Takole razmišlja. Ko je osebje zaklenilo gostilno in so le še lisice lajale iz globine rožniškega gozda, sem naložil nekaj polen na žerjavico. Stran od poslopja je ogenj kmalu zaprasketal v noč. Pred menoj so se svetlikali dokumenti. Osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, izpit za upravljanje čolna, urbana, NUK-ova izkaznica, zdravstvena kartica, spričevalo o maturi, potrdilo o diplomi, o doktoratu, rojstni list, potrdilo o davčni številki, vse, kar je kdaj določalo mene, Mateja. Papir je hitro zajel plamen, medtem ko se je plastika cvrla v lastnem smradu. Po dobri uri je do vsega ostal le še pepel. Moje oči so napolnile solze, hvaležnosti. Čas je, da vzletim v svojo novo svobodo kot Feniks iz pepela. Zakaj bi hotel biti še del volilnega imenika Slovenije? Sovražim to družbo. Upira se mi, želim najti pravi humanizem in se do konca življenja počutiti človek. Torej, ta nesrečni Matej postane kralj ulice. In to je zanj svoboda. Ampak mi nismo kralji ulice, mi iščemo pot med možnostmi, med besedami, med dejanji, med temeljnimi človekovimi vrednotami. Gospod Danilo Türk, kot nekdanji predsednik Republike Slovenije, predvsem pa stalni predstavnik Republike Slovenije na sedežu OZN, imate veliko izkušenj in veliko zgodovino s človekovimi pravicami. Po izobrazbi ste doktor prava in vse življenje ste posvetili mednarodnim odnosom, predvsem problematiki manjšin in človekovih pravic. Ste eden od snovalcev neodvisne Slovenije in zaslužni za priznanje naše države v svetu. Kot veleposlanik pri OZN ste predsedovali Varnostnemu svetu. V času, ko je tudi v naši in vaši nekdanji državi Jugoslaviji divjala vojna. Srečali ste se z najbolj kriznimi situacijami svetovne politike. Kako lahko, po vašem mnenju, dokument kot splošna deklaracija o človekovih pravicah pomaga krepiti mir in sožitje v svetu? Kakšen je pravzaprav vpliv te velike listine? No, najprej hvala lepa, da ste me povabili na ta pogovor
in mogoče bi ga začel, da ne bom preveč opremljal stvari z vljudnostjo, z enim terminološkim poudarkom. Pri nas govorimo o splošni deklaraciji človekovih pravic. Zdaj, uradno ime tega pomembnega dokumenta je Univerzalna deklaracija človekovih pravic. In v tej terminološki niansi se kaže ena pomembna podrobnost, namreč v tem, da mi v Sloveniji nismo dojeli, da pravzaprav gre za univerzalne vrednote, za vrednote, ki so lastne človekovemu bitju kot takemu in da bi kot take morale biti neke vrste napotilo, neke vrste vodilo za reševanje odnosov v družbi povsod po svetu. V tem je ideja univerzalnosti. Seveda, ideja univerzalnosti je izjemno ambiciozna ideja. In ta ambiciozna ideja je lahko prodrla samo v času neposredno v tako grozoviti katastrofi, kot je bila druga svetovna vojna. Samo v tistem času je bilo možno prodreti z idejo univerzalne deklaracije človekovih pravic. Treba vedeti, da je v tistem času, ko se je ta deklaracija pripravljala, bilo v razpravi zelo veliko skepse. Ali je univerzalnost sploh možna? Ali je tisto, o čemer govorite, da bi namreč nek kodeks človekovih pravic lahko pomagal izboljšati družbo, preprečevati konflikte, reševati stvari v konfliktnih situacijah. Ne? O tem so takrat obstajala zelo različna mnenja in treba je bilo zavzeti neko stališče. Tisto stališče ni bilo, rekel bi, do konca logično izvedeno. Ni bilo nekaj, kar bi se reklo, dobro, zdaj smo prišli do konca logike razprave in smo našli skupen zaključek. Ne. Sprejetje Univerzalne deklaracije človekovih pravic je bil akt optimizma in aktivizma. Zdaj, zanimivo je, kje je bila energija tega optimizma in aktivizma, ki je presegel vse zelo utemeljene pomisleke, da svet, ki je tako obremenjen z različnimi kulturami, civilizacijami, zgodovinskimi izkušnjami, razvojnimi nivoji in vsem tem, lahko sploh sanja v nekem univerzalnem kodeksu. In pomemben del te energije je prišel, jasno, da iz izkušnje druge svetovne vojne, treba je napraviti požarni zid zoper stvari, ki so povzročile drugo svetovno vojno. Ampak sve to samo po sebi še ne bi zadoščalo. Tu je bila izjemna energija ene ženske, Eleanor Roosevelt. Brez njenega angažmaja ne bi bilo Univerzalne deklaracije človekovih pravic. Ona je bila vdova ameriškega predsednika Roosevelta, ki je bil oče Združenih narodov, ne, in je seveda imela to moč, tako politično kot tudi moralno, ki je omogočila, da je ta dokument bil sprejet. In zdaj seveda, če gledamo ves ta razvoj po letu 1948, vidimo, da odkar je bil dokument sprejet, se je poskušalo napredovati v smeri njegovega uresničevanja, ne, da bi ga približali resničnosti. Ena od stvari, ki jih je dobro imeti pri tem v mislih, je 28. člen Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi približno takole: ne, vsakdo je upravičen do take družbene in svetovne ureditve, v katerem bodo lahko vse njegove človekove pravice v polni meri uresničene. Težko si je zamisliti bolj ambiciozno definicijo končnega cilja. Ampak to je končni cilj tega izjemno pomembnega dokumenta. In seveda, ko se je človeštvo trudilo, da se približa temu cilju, so v tem nastale vse mogoče nove situacije, nastali so novi mednarodnopravni dokumenti, o tem bomo slišali še kaj več kasneje. In kar je za nas, za Slovence, zelo pomembno, je, da se je v praksi, v dejanski zgodovini pokazala izjemna mobilizacijska moč in transformacijski potencial človekovih pravic. Naša generacija, ki je imela to neverjetno srečo v življenju, da je to doživela tam od konca 70-ih let pa do sredine 90-ih let. To je bila ena 20-letna zlata doba človekovih pravic, ko so človekove pravice dejansko premikale svet. Premikale so ga pa zato, ker so jih ljudje vzeli za svoje. Vzeli so jih za svoje povsod. Jaz sem delal veliko v Združenih narodih, videl sem, kako se je to dogajalo v Latinski Ameriki, kjer so bile takrat na oblasti vojaške diktature. Malo kasneje, kako se je to dogajalo v vzhodni Evropi, kjer seveda niso bile vojaške diktature, ampak je bilo omejevanje človekovih pravic precej bolj kapilarno, precej bolj prebrisano, precej bolj sistematično, ampak je vseeno omejevalo ljudi. In potem,
ko se je v drugi polovici 70-ih let ta ideja nekako usedla v srca in možgane ljudi, je začela spreminjati svet. In potem seveda, ko so se zgodile določene politične spremembe, se je svet seveda spremenil. Tisto, kar je za našo generacijo problem, je, da smo potem po 20 letih tega razvoja spoznali bridko ironijo zgodovine. Od sredine 90-ih let grejo stvari nazaj. Dogajajo se genocidi. Dogajajo se stvari, za katere smo mislili, da se ne morejo več zgoditi. Mislili smo, želeli smo. Nismo mogli vedeti, ampak prepričani smo bili, svet se je nepovratno izboljšal. Tisto, o čemer je govorila Univerzalna deklaracija v svojem 28. členu, se nekako postopoma uresničuje. Ampak videli smo to, videli smo genocide, videli smo vsakršna poslabšanja in to, kar je danes posebno zaskrbljujoče, je to, da vidimo, kako strah pred ogrožanjem varnosti ljudi povzroča nadaljne omejitve, tudi v družbah, ki imajo bogato demokratično tradicijo in tradicijo varovanja človekovih pravic. Mireille Delmas Marty, ena vodilnih kazenskih pravnic Francije, zapisala, Osama bin Laden je dobil stavo. Il a gagné le pari. Pazite, to je mnenje ene najbolj avtoritativnih avtoric na svetu. Zelo zaskrbljujoče. Mene kot diplomata in kot politika je seveda zelo skrbel nek drug problem, ki ni nov, ki pa je dobil v tem času izrazito pomembnost, to je korupcija jezika. Danes so vsi vešči terminologije človekovih pravic. Danes vsi govorijo o človekovih pravicah, tudi tisti, ki jih najbolj omejujejo in jih znajo preprečevati. To je nov pojav. Jaz sem v Združenih narodih sedel pogosto čez mizo z ljudmi, za katere so je vedelo, da imajo na svoji vesti hude zločine. Ampak so bili popolnoma vešči govoriti o človekovih pravicah, kako je njihova družba temu privržena, kako se bodo stvari spreminjale. Skratka, živimo v enem težkem, rekel bi tudi nevarnem času, v katerih se pojavljajo fenomeni, kot je strah, kot je korupcija jezika, ki uničujejo oziroma ki močno omejujejo možnosti človekovih pravic. In zdaj vprašanje je, kje najdemo v teh razmerah vir optimizma. Jaz sem o tem veliko razmišljal in sem se po vseh teh razmišljanjih in praksi vrnil v nekem, kar sem prebral pred leti pri Izaji Berlinu in pri Immanuelu Kantu, ki je nekoč napisal, da iz tako ukrivljenega lesa, kot je človek, se ne da nikoli narediti nič čisto ravnega. Tu imam njegov citat, aus so krummen Holze, aus voraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz gerades gezimmert werden. Nič ne morete vi scimprati takole ravnega iz človeka. Zdaj, to je največji etični filozof razsvetljenstva in naše dobe. Ampak zdaj vprašanje je, čisto ravno ne more biti, idealno ne more biti človeštvo, lahko je pa boljše. In vprašanje je, kaj so tiste razloge, zaradi katerih je lahko boljše. Jaz jih vidim v dveh stvareh. Prvič, ljudje po svoji naravi, po svojem bistvu niso dobri. So ljudje. Dobri, slabi, takšni, drugačni. Ampak so sposobni učenja. Vir optimizma vidim v sposobnosti učenja. Drugič, vidim to, da je možno razumeti, in to je za Slovenijo, se mi zdi v tem času zelo važno, da človekove pravice niso nekaj nadpolitičnega, nekaj, kar bi bilo recimo prepuščeno učenim pravnikom, pa bodo že razložili, kako je s tem. Človekove pravice so globoko politične v svoji formulaciji, v svoji implementaciji, v svojem vsakodnevnem življenju. In seveda, če je tako, moramo potem vedeti, komu so človekove pravice namenjene. Namenjene so tistim, ki jih potrebujejo. Se pravi šibkim, diskriminiranim. Tem so namenjene človekove. In tu mora biti jedro aktivnosti. In seveda na ta način pridemo zelo hitro spet nazaj k temu osnovnemu vprašanju enakopravnosti moških in žensk, enakopravnosti, ki se izkazuje ne samo v formalni definiciji, ampak tudi v premoženjskih odnosih, v političnih odnosih. In rekel bi zelo pomembno v izobraževanju. Kajti ženske so dokazale zgodovinsko v naših zadnjih desetletjih, da kjerkoli jim je bila omogočena pravica do izobraževanja, je bila izvrstno izkoriščena.
ne, in je potem to dejansko poneslo družbo v smeri večje enakopravnosti. Jaz bi se na tej točki ustavil, ker ne bi želel predolgo razpredati o svojih mislih, ker verjamem, da bodo drugi povedali več, bom pa seveda kasneje lahko kaj še pokomentiral, če bo treba. No, glede na to, da smo v prostorih Slovenskega centra PEN, je meni odzvenela ena formulacija, ki ste jo omenil, tako da vas bom še malo mogoče mučila, in sicer korupcija jezika. Ali lahko ta temeljna pravica svobode govora, za katero se penovci vsi borimo kot levi, ali lahko kaj v tej smeri popravi pri tej korupciji jezika? Ali so pesniki, pisatelji lahko tisti, ki dajo jeziku čisti pomen? Glejte, jaz sem razglasil svojo privrženost ideji optimizma in seveda zvestoba te ideje zahteva, da je moj odgovor pozitiven, ne, čeprav je stvarnost zelo težka. Ne. Težka pa je zaradi tega, ker je med drugim razvoj tehnologije omogočil in pa tudi razvoj tiskanja oziroma javne besede nasploh omogočil poglabljanje te korupcije in rekel bi izredno neodgovornost v uporabi jezika, kakršno v prejšnjih obdobjih nismo poznali. Ne. Vendarle bila uporaba besed bolj zavezana iskanju resnice. Ne. Jaz izhajam iz akademskega sveta in vem, da ko sem dobil doktorat, ne, sem ga dobil z razlago, da je to zato, ker sem nekaj malega prispeval k iskanju resnice. Ampak danes iskanje resnice ni prioriteta. Ne. Danes je uveljavljanje ega, uveljavljanje predsodka, uveljavljanje zavisti, uveljavljanje vseh mogočih profanih značilnosti človeške duše močnejše. In seveda tehnologija in kultura medijev današnjega časa to omogočajo. In zdaj vprašanje je, kaj lahko ljudje besede, ljudje peresa naredijo. Niso več tako enostavni časi kot takrat, ko smo recimo v pisateljih videli, kot pravi Solženicin, nekje drugo vlado, kajti bila ena vlada, sistem mišljenja, pa so bili pa pisatelji, ki so postavljali alternativo. Takrat so bili odnosi jasnejši in se je resnico dalo iskati. Danes je to teže, ker je v bistvu cela scena postala izrazito nepregledna in zelo raznovrstna in polna neresnic. Tako da je problem težji. Ampak seveda jaz upam kot optimist na nekakšen močan glas, ki bo išel iz sveta besede in ki bo pomagal priti naprej. Hvala lepa. No, posvetili se bomo naši naslednji gosti, gospe Mileni Šmid. Po končanem študiju prava na Univerzi v Ljubljani ste kot odvetniška pripravnica opravili državni pravosodni izpit in ste zaposlili v tedanji republiški pravosodni upravi. Že leta 1992 ste pričeli delati na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer ste se od vsega začetka ukvarjali z človekovimi pravicami pri Svetu Evrope in sicer v sektorju za multilateralne zadeve. Več let ste bili slovenska predstavnica v vodilnem odboru za človekove pravice Sveta Evrope. V zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve ste v letih 1996 do 1998 službovali kot prva odpravnica poslov pri veleposlaništvu v Lizboni, v letih 1998 do 2001 pa kot namestnica stalne predstavnice Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu. V letih 2005 do 2009 pa ste bili kot pooblaščena ministrica na veleposlaništvu Republike Slovenije v Parizu ter namestnica stalnega predstavnika Republike Slovenije v UNESCO. Od 2009 do 2010 ste upravljali dela in naloge nacionalne koordinatorke Unije za Sredozemlje, od 2010 do 2015 pa ste bili rezidenčna veleposlanica v Braziliji in nerezidenčna v Boliviji, Ekvadorju, Kolumbiji in Venezueli. Kratka, zelo pestra pot in zelo raznolika področja, ampak vendarle, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, o kateri vas bom malo spraševala, je šla pravzaprav korak dlje od univerzalne deklaracije. Se je ustanovila celo sodišče za človekove pravice.
Pri nas, tudi v Sloveniji, so v zadnjih, recimo, 10 letih odmevale sodbe v zadevi, naprimer Breda Smolnika, če se vsi spomnimo, ne? Ali pa izbrisani še bolj, ne? Pa tudi odmevajo še vedno žalostne sodbe ljudi, ki izgubijo hišo zaradi nekega neprimernega dolga, malega dolga. Tako da vas sprašujem, gospa Milena Šmid, za koga pravzaprav velja ta Evropska konvencija o človekovih pravicah in katere države so pristopile k njej? Ja, bom nadaljevala tam, kjer je moj mnogo učenejši kolega napravil poseben poudarek, ne, na univerzalnosti. Evropska konvencija za človekove pravice velja za vsakogar. Bom tudi rekla, zadnjič nas je Svetlana, ne, ob tem, ko je v Večeru v eni izmed svojih kolumen poudarila, da je treba seveda včasih snov ponoviti, tudi spomnila, ne, da ima sta begunec Ahmad Šami in naš politik Janez Janša popolnoma enake pravice. Ne. To je seveda zelo na mestu, kajti na to nekoliko pozabljamo. Evropska konvencija je natančno to. Naslavlja se na države pogodbenice in jaz bom kar, ker se mi zdi, da je prav treba biti pač daj natančni, ne bi tako znala dobro povedati. Namreč visoke, se pravi, to je 1. člen, visoke pogodbene stranke priznavajo vsakomur, ki jih sodi v njihovo pristojnost, pravice in svoboščine opredeljene v 1. delu te konvencije. To se pravi, potem je pa sodišče. Se pravi, vse pravice in svoboščine. Pričemer, jaz tukaj tudi, seveda, me je malo zmotilo, ker slovenski prevod je pristojnost, ne. Francoski in angleški izvod, ki sta verodostojna, govorita o sodni pristojnosti, ne. Tako da je seveda to bolj natančno. Skratka, tukaj ni nobenega dvoma, da velja to za vsakega posameznika. Seveda pa potem iz nadaljnjih določb Evropske konvencije o človekovih pravicah izhaja, da lahko se pravi, ne glede na to, da načelno ni nobenih omejitev za kogarkoli, razen tiste, ki so določene v zakonu in so v demokratični družbi nujne zaradi državne in javne varnosti, za vzdrževanje javnega reda, preprečevanje kaznivih dejanj, za zaščito zdravja in morale ali za varstvo pravic in svoboščin drugih ljudi. Skratka, vedno so seveda lahko določene omejitve, ki pa morajo biti določene v zakonu, morajo imeti pravni namen in morajo biti nekako skladne z demokratično skupnostjo, se pravi, ne smejo biti predvsem, morajo biti omejitve proporcionalne, to, kar seveda sodišče vedno preizkuša, ko pride do njega pritožba. Da rečem še mogoče še eno malenkost. Evropska konvencija o človekovih pravicah, in to sem zdaj ponovno, ko sem prebrala, temelji namreč oziroma upošteva prav splošno deklaracijo o človekovih pravicah kot temelj. In v preambuli so 4 členi, zdaj ne bom še enkrat vas utrujala s tem, da bom vse to prebrala, ampak res zelo dobro pove o tem, da osnova je ta deklaracija in seveda se pravi, Svet Evrope pa hoče doseči večjo enotnost med svojimi članicami in zato so novembra 1950 sprejeli tole konvencijo. Torej 2 leti za univerzalno. Tako, in potem je čez 3 leta začelo delovati sodišče, ki je še takrat bilo tako nekako dvostopenjsko, še komisija je bila pa. Skratka, potem, da nekoliko preskočim, leta 1998 je pa nastalo to sodišče, ki je danes, se pravi, enotno sodišče in ki izdaja sodbe, izvršuje oziroma kontrolira izvrševanje sodb pa odbor ministrov, so pa ali ministri za zunanje zadeve, ki delujejo v sklopu Sveta Evrope na sedežu v Strasbourgu, jih pa seveda
ker ministri niso vedno prisotni oziroma samo 2krat na leto, praviloma, jih pa nadomeščajo stalni predstavniki oziroma diplomati, ki so diplomati. Ne. To je popolnoma ločeno. Sodišče je seveda popolnoma samostojno, avtonomno tudi v drugih prostorih in sodišče izdajo sodbe. Potem jih pa seveda na eni strani tudi samo kontrolira, ampak to izvršilno moč ima pa še vedno odbor ministrov, zato ker je treba, sodišče nima drugih pripomočkov oziroma nima policije, nima vojske, ali karkoli že, tudi nima tega aparata, se pravi, pa tudi tukaj je veliko pedagogike noter, se pravi, da morajo same države, ki so se zavezale, morajo seveda spoštovati tisto, kar odloči sodišče, ker so del svoje suverenosti, ravno tako kot mi, prenesle na Evropsko sodišče za človekove pravice in sedaj seveda morajo skupaj, zato se reče, da je kolektivno izvrševanje teh sodb. Zato, ker je seveda vedno se obravnava enkrat na teden, cel dan je posvečeno obravnavanju izvrševanja kazenskih sodb sodišča in tam seveda se odvijajo velike polemike in velike debate. Vedno je seveda tudi strokovni del Sveta Evrope, se pravi sekretariat je zelo močan, tako kot v vseh mednarodnih organizacijah in tudi zelo dobro strokovno podkovan, briljantno, to je kot zagovornik recimo sodišča in predstavniki države, ponavadi pridejo tudi pravniki ali pa različni drugi specialisti, ki zagovarjajo potem ne državo, ne tako kot pred sodiščem, ampak sodišče, kajti srž varstva pravic, ki jih zagotavlja konvencija, je v tem, da se pravi, sodišče ne določa, kaj mora, seveda izreče se v kršitvi, tudi odškodnino določi, ampak ne določa pa natančno, kaj mora država narediti. Zato, da se kršitve ne bi ponavljale. Država mora to sama. Bom kar navedla en primer. Se pravi, tale naš sloviti Vaskršič, to je tisti gospod, ki so mu prodali hišo, ker je imel, ne vem, zdaj po eni 192, po drugi nekoliko več, ampak kakorkoli že bagatelni dolg. Sodišče je dalo prav pritožniku, ker seveda mu ne bi smeli tega narediti, država mu ne bi smela, ne bi smela dopustiti, oziroma sodniki ne bi smeli tega narediti in pustili so pa, da seveda zdaj popravijo. In država, kako je popravila? Popravila je zakon o izvršbi in pravni varnosti, tako da ni več, ne piše oziroma več, sodniki vsi, do vrhovnega sodišča je to šlo, so se seveda zgledovali oziroma so uporabili čisto črkovno, črkovno branje zakona, namreč, da seveda upoštevajo tisto, se pravi, tisto, kar je upnik napisal v predlogu za izvršbo, se pravi, da gredo oni pa reko hišo. In seveda, namesto, da bi, mislim, se zdi, ne vem, da bi, ne samo varovalka, ampak se je tudi avtonomnost presojena sodnika, mi smo se že na pravni fakulteti učili, da so eno so, se pravi, črkovno oziroma besedno razumeno, drugo je teleološko, se pravi v smislu, kaj hoče zakon, in tretjič je pa tudi, da ti moraš biti, mislim, če ne dobrohoten, ampak ne smeš načelo proporcionalnosti, ne boš po najhujši kazni posegel in to je seveda tudi zelo, zelo očitno v praksi Evropskega sodišča. Skratka, popravili smo zakon, sem brala v 2 mesecih po sodbi. Se pravi, prej pa ne, mislim, dobro, to tudi pomeni, še enkrat bom povedala, da seveda Evropsko sodišče hoče za človekove pravice želi predvsem, zato je ta znamenita subsidiarnost, ki je tudi seveda temeljno načelo Evropske unije, da naj se človekove pravice uresničujejo
doma, se pravi v nacionalnih državah, ne, in šele potem seveda pridejo na Evropsko sodišče, ki pa skuša seveda ustvarjati tudi s tem en določen evropski pravni red in javni red, ne, v duhu, se pravi, konvencije in pa v duhu skupnih vrednot. Zato je tudi, če samo še to povem, je tudi zelo pomembno, da, ne, ker seveda so, jurisprudenca je različna, v različnih pravicah, glede različnih pravic in svoboščin. In kjer je že, ne, to seveda sodišče budno spremlja, kjer je že določen skupni imenovalec v državah, ki so članice Sveta Evrope. Namreč moram pa povedati seveda, da je Svet Evrope dosti širši kot Evropska unija, ne, 47 članic. In bom najprej to dokončala, potem bom pa še nekaj s tem povedala. Skratka, če se je že izoblikovalo neko skupno stališče ali skupni imenovalec v tem evropskem prostoru, potem tudi sodišče lažje pritrdi, ne, in gre v eno stopnjo naprej v pojmovanju oziroma v svoji jurisdikciji. Tipičen primer je recimo, vemo vsi, ne, saj so in v konvenciji in pa tudi so posebne še konvencije OZN zoper mučenje, ne, in ponižujoče in kako je že mučenje, ponižujoče in kakšno? Ravnanje ali kaznovanje, hvala. In zdaj je v enem izmed svojih judikatov oziroma sodb je šlo Evropsko sodišče stopnjo naprej. Tam, kjer je bilo prej recimo samo ponižujoče in ravnanje ali kaznovanje, to je zdaj šlo za korak naprej, da to pomeni že mučenje. Se pravi, ne, mislim, stopnja naprej, ker je občutljivost tudi, očitno je presodilo, da je občutljivost za te zadeve v evropski družbi držav že narasla. Je pa, zato se vrnem še enkrat k članstvu, seveda vsaka država članica preden pristopi mora sprejeti konvencijo oziroma jo podpisati in ratificirati. Je pa to seveda zelo pestra združba, ne? Veliko bolj kot Evropska unija, in zato jaz moram reči, da sem v Južni Ameriki z Brazilijo začenši zelo rada razlagala o Svetu Evrope. Zato, ker so tudi veliko bolj prisluhnili, kot pa glede Evropske unije, ki jim je že tako znana, pa je zelo uniformirana. Medtem ko tukaj, ne, če sem pa jaz rekla, tukaj je tudi Rusija, pa Turčija, pa Norveška, pa Švica, ne, so pa bili, seveda zelo jih je to zanimalo, pa seveda jasno posebej človekove pravice, ker je pač to en veliko bolj emblematični, recimo, element Evrope, kot pa ekonomska skupnost, ne, Evropske unije. Tako da Torej, bom... nekako skozi to konvencijo lahko rečemo, da je v večini Evrope vseeno varstvo človeka se dvignilo, zraslo. Brez dvoma. In tudi, seveda, in to v širši Evropi, se pravi, ne samo v Evropski uniji, ki je v bistvu potem je sprejela temeljno listino o človekovih pravicah, seveda, ki tudi najprej govori o človekovem dostojanstvu, izrečno, ampak to je seveda sicer pa tudi seveda Luksemburško sodišče, ki se ne ukvarja toliko z človekovimi pravicami, ker to je pač prepuščeno Strasbourgu, in tudi še vedno je v zraku, ne, pristop Evropske unije kot celote, ne, k konvenciji, sicer pa je tako vsaka članica Evropske unije, je tako članica tudi Sveta Evrope, in seveda jaz sem, in še zmeraj trdim, da valilnica demokratičnih idej in demokratičnega napredka je v Svetu Evrope. Ne tvegam to izjavo, ne v Evropski uniji, in to je seveda po svoje tudi zelo optimistično glede na ta
pač širši, veliko širši geografski okvir, ki ga ima Svet Evrope. Ja. Najlepša hvala za to pojasnilo. Verjetno se bomo tudi v diskusiji vrnili. Zdaj pa nadaljujmo, prosim, z gospodom Danielom Petrovičem, ki je danes v imenu Rotarija z nami, in sicer je po izobrazbi diplomiran, tako kot drugega, diplomiran inženir elektrotehnike, specializacijo MBA in magisterijem iz kadrovskega menedžmenta. Službovali ste v vodilnih informacijskih podjetjih Telekom in Siemens, od leta 2013 dalje pa ste zaposleni v Iliriji, družbi za razvoj, proizvodnjo in trženje kozmetičnih izdelkov. Rotarijec pa ste še dlje verjetno, od leta 2000, z letošnjim letom pa guverner distrikta Slovenija in Makedonija ter predsednik upravnega odbora Gospodarske zbornice za regijo Osrednje Slovenije. Vprašanje, katere vrednote, gospod Petrovič, so vas pripeljale v Rotary? In mogoče tudi razblinite malo tisto negativno famo, da je Rotary neka loža pretežno moškega spola. Vemo, da ni tako, in v nadaljevanju bomo videli, da je imela v svojem čarterju prej sprejem žensk kot celo kakšne druge organizacije. Mogoče nam malo poveste o teh vrednotah. V Rotary organizacijo prideš s povabilom. Z povabilom in z namenom, da služiš skupnosti. In seveda, če ti to vrstno druženje in princip ne odgovarjajo, verjetno ne boš prejel vabila, niti se ne boš dobro počutil v tej družbi. Zato, ker smo organizacija, svetovna organizacija strokovnjakov iz različnih področij in delujemo humanitarno, človekoljubno, skrbimo za neka visoka etična merila v teh svojih poklicih, od koder prihajamo, in pa ne nazadnje seveda skrbimo tudi za dobro voljo in pa za mir v svetu. In to so naše vrednote, to so naša načela. Kadar smo v dvomih, se vedno vprašamo po 4 vprašanjih, ki so bila zapisana, mislim, da leta 1952. In sicer, bom zelo skrajšal, ali je res, ali je pošteno do vseh, ali bo pripomoglo k prijateljstvu in pa ne nazadnje, ali bo pomagalo vsem udeležencem. In ta osnovna vprašanja so se obdržala do dan danes, kako se je obdržala tudi organizacija, ki je bila postavljena pred 113 leti. Na istih principih, na istih vrednotah in pa na istih temeljih. Kako je danes z enakopravnostjo spolov, ženske, moški v Rotaryju? Seveda je tu popolna enakopravnost. Imamo, recimo, samo če ostanemo v Ljubljani, imamo izključno ženske klube, imamo mešane klube in imamo tudi izključno moške klube. In ravno to je neka prednost organizacije, seveda, da si lahko poiščeš okolje, klub, oziroma si povabljen v to okolje, ki ti ustreza glede na poklicno strukturo kluba, glede na dejavnost kluba, glede na osnovne usmeritve kluba, za katero področje se odloči, da bo deloval. In ne nazadnje imamo tu še dva podmladka, da tako rečem, to je Rotaract organizacija in pa Interact organizacija. In tu nas ravno Slovenijo postavlja v sam svetovni vrh, ker imamo praktično, če poenostavim, na 1000 rotarijancev v državi imamo 500 mladih, kar je v bistvu svojevrsten rekord, kajti obstajajo države in distrikti, ki nimajo niti enega kluba iz vrst Rotaract ali Interact. Tako da tle smo še posebej ponosni, da skrbimo za ta podmladek in pa seveda skušamo, gledamo, da je ta tudi struktura po spolu zelo uravnotežena. Hvala.
Še eno majčkano vprašanje. Naša glavna aktivnost je vedno dobrodelnost. Vedno, ko zbiramo tudi v Rotarinike, drugo leto bo ta prvi ženski klub praznoval 10-letnico, ampak ženske so bile že prej članice, od leta 1989 so sistemsko sprejete lahko v Rotari. Naša osnovna cilj je vedno dobrodelnost, nek dober namen. Zdaj dobrodelnost, če malo parafraziram Slavoja Žižka, je lahko tudi neke vrste družbena hipokrizija, ki prikriva dejanske odnose, ki prikriva mogoče neko stanje, recimo prepad med bogatimi in revnimi. Kaj vi mislite o tem? Osebno ali pa kot rotarijec, kot guverner distrikta? Za en korak bi se distanciral od besede dobrodelnosti. Omenil sem služenje skupnosti. Mi seveda kot organizacija v Sloveniji sem omenil, da nas je 1000 članov približno, v svetu je to 1 300 000 članov. Mi seveda določenih strukturnih problematik ne moramo rešiti. Lahko pa opozarjamo na določene anomalije, na določene potrebe, ki bi se morale izvršiti v družbi, tudi za svojim delom, ki je velikokrat večji vložek od samih denarnih sredstev, lahko veliko k temu pripomoremo. In namen Rotarija oziroma cilj je, da za svojim delovanjem ustvarjamo spremembe. Včasih so te spremembe velike, včasih so majhne, včasih so lokalne, včasih so globalne in pomembno pa je, da so to vedno spremembe na bolje. Hvala lepa. No, še naša zadnja, ampak ne slednja, ampak zelo pomembna gostja, Karin Cvetko Vah. Mogoče spomnim tudi na droben stavek na koncu vabila, tudi današnji večer bodo dobrodelna sredstva šla za ženski odbor Mira, če bo kdo nagnjen k temu, ampak gremo naprej na vsebino naše mize. Karin Cvetko Vah, ste doktorica matematike in profesorica na Fakulteti za matematiko in fiziko. Ste pa tudi zelo pronicljiva pisateljica v slovenščini in angleščini in članica častnega razsodišča Slovenskega centra PEN in upravnega odbora Mire. Zakaj ste napisali esej Opravičilo človeku, to imenitno delo, ki vas za moje pojme uvršča v sam vrh slovenske esejistike, in kaj pričakujete od bralcev tega eseja? Provokativno. Hvala Tanji za to napoved. Na tako vprašanje je vedno težko odgovoriti, ampak če poskusim nekako orisati, človeštvo je v zadnjih stoletjih, predvsem pa tudi zadnjih recimo nekaj desetletjih, naredilo izjemen tehnološki napredek, ki pa mu ni sledil oziroma ga ni spremljal enak napredek na nekem, recimo temu, ali duhovnem področju, ali pa mogoče čisto konkretno prav v zvezi s temi človekovimi pravicami, o katerih danes govorimo. Če pogledam jaz recimo sebe pred 30 leti kot v bistvu odraščajočega otroka, takrat je marsikaj, kar je danes realnost, bilo znanstvena fantastika. Torej, če, ne vem, samovozeči avtomobili, droni, kloniranje, te možnosti, ki se odpirajo v medicini po podaljševanju življenjske dobe, kar se zdi, da bo zdaj kmalu lahko realnost, verjetno samo za bogate, pa vendar, ne? Na eni strani, a po drugi strani, ne, to, kar je bilo danes že v bistvu omenjeno, pa jaz nisem ravno vedela, ali je bila to moja percepcija odraščajočega, ampak se zdi, da je bilo očitno širše, ne? Smo takrat živeli v svetu, za katerega se je zdelo, da se razvija na bolje, ne? Da se težave počasi rešujejo in je samo še vprašanje časa, recimo jedrska razorožitev, pa odprava lakote, revščine in tako naprej, ne? In prav
te težave pa so danes vse še tukaj, so se kvečemu se zdi še poglobile. Ne? Morda so se na nekem območju rešile, pa so se druge pojavile, lahko še v večjem obsegu in ni videti, da smo blizu odgovora na to, kako se z njimi spopasti. Nasprotno, zdi se celo, da ves ta razvoj prinaša nove izzive. Torej, robotika, ki lahko v veliki meri recimo vzame delovna mesta, tudi to, kar sem omenila, recimo ta razvoj medicine, ki je seveda pozitiven, po drugi strani je veliko teh novih rešitev tako zelo dragih, ne, da ni videti, da bi sploh lahko bile plačljive z javnih sredstev, torej zelo verjetno ne bodo dostopne vsem. Tudi ko bo se jim življenjska doba, če se bo bistveno podaljšala, jaz si predstavljam, če si bo morala dati, ne vem, zamenjati organe ali klonirati tkivo, da bo zdržalo dlje časa, da to ne bo poceni, ne? In da to pač bo dosegljivo zelo majhnemu delu populacije. Torej so to neki novi izzivi, ki lahko pomenijo neke nove delitve in če že starih problemov nismo znali razrešiti, jaz nisem najbolj optimistična, no, kako se bomo znali soočiti s temi izzivi, ki se porajajo. Ja, dolgo časa je treba. Recimo, Karin sem povabila predvsem zaradi temeljne listine PEN, mednarodnega PEN, ki se je letos komaj spremenila z eno besedico, in sicer v 3. členu, poleg tega, da se človeštvo in književnost ne smeta deliti glede na raso, nacionalnost in veroizpoved, je letos dodana beseda enakost spolov tudi. Tudi glede na spol se ne sme več deliti. Ampak skoraj 100 let po ustanovitvi organizacije PEN, ki je bil ustanovljen leta 1921 v Londonu, se je dodalo to drobno besedico, enakost, tako pomembno. A se tebi zdi, Karin, zdaj tikam, ampak morala bi vikati, a se vam zdi pomembno, da se je dodala ta beseda? V smislu enakosti spolov pri književnikih in književnicah. Vsekakor je pomembno, ne? Pomembno je v vseh okoljih, v katerih PEN deluje, pa seveda v različnih okoljih na različne načine. Torej, PEN, koliko razumem, deluje v preko 100 državah. 149, mislim, da je centrov po svetu. Hvala. Ja. No, in zdaj, več kot držav, mislim, med ker njimi so tudi jezikovni, naprimer katalonski PEN je. Tako, ja. No, in torej pokriva tudi okolja, kjer je dejansko včasih, kjer je dejansko pisati lahko zares pogumno dejanje, s katerim tvegaš vsaj prostost, če ne tudi življenje. Vsi, moški in ženske, ženske pa pogosto še toliko bolj. Ne? In v nekaterih okoljih je za žensko celo ni dovoljeno se izražati, objavljati, pisati, ima lahko težave s tem, ali prav za državo, ali pa lahko tudi svojo družino, ne vem, ki recimo vidi v tem problem. Tako da seveda za njih je ta enakost, ta deklarirana enakost še posebej verjetno pomembna. Ne? Ampak tudi, mislim, da tudi na Zahodu, tudi pri nas, v naših družbah, se ne moramo delati, da je to pomembno samo zaradi teh drugih držav, ki imajo še vedno težave z neenakostjo, ker vedno je lažje se ukvarjati s problemi, z napakami drugega. Ne? In biti zraven ponosen, da pri nas so pa te stvari vse v redu. Ne? Torej pri nas verjetno tudi se moramo vprašati, kako je ženska pisava sprejeta, torej ali ima enako težo kot moška, torej ali ženskim avtoricam priznamo enako, ali so nenazadnje, ne vem, honorarji, primerljivi, objave, nagrade, ne? Torej ali se podeljujejo enako moškim in ženskam, in to, s čimer se Mira zelo ukvarja, to so učni načrti, torej kako so avtorice zastopane v šolskih programih. Ne? Tukaj vemo, da smo
zelo slabi. Ja, namreč situacija je taka, ne, da v bistvu med obveznimi vsebinami za pouk književnosti, in to so v učnih načrtih za slovenščino za osnovno šolo in za gimnazijo, je v obveznih ni skoraj nič žensk, nobenih avtoric književnic. Tudi pri nižjih, recimo, kjer vemo, da so veliko bolj plodovite pesnice za otroke in tako naprej. In to je katastrofa. Za moje pojme je to ena izmed kršitev človekovih pravic dečkov in deklic, ker nimajo percepcije književnosti kot ene, to, kar pač ta naša čudovita temeljna listina. Jaz priporočam, da si jo preberete na spletu, ker je res eno poetično besedilo, ne samo pravniško, oprostite, ampak tudi neko poetično besedilo. In tukaj v tem je v Sloveniji še precej težav, kljub temu, da smo med temi zahodnimi državami. Ampak po skoraj 100 letih je tudi v mednarodnem PEN-u od leta 2015 prvič na čelu ženska, predsednica Jennifer Clement, in ona si je zelo prizadevala in moram reči, da je Mira tukaj pridno sodelovala, da smo spravili skupni dokument Ženski manifest, ki je tudi že preveden in ki ga lahko preberete, nekaj izvodov je zunaj na mizi. Karina, se vam zdi, da je pomemben ta ženski manifest, tudi za Slovenke, tudi za nas? Tako, sigurno ste ga prebrali in pregledali. Ja, seveda je pomemben, ne? Zdaj, kakšna je njegova moč, je pa verjetno odvisno od tega, kakšen pomen mu pripisujemo, oziroma tudi kakšen nek ugled, kako bi rekla, ima. Ne? Podobno kot deklaracija človekovih pravic. Ne? Torej, zdaj, že to, da se ob samem sprejemanju tega dokumenta o njem govori, to nekaj je. Ne? To recimo spet načne problematiko, se zavemo, da obstaja in tako naprej. Zdaj, sicer verjetno večino tega, kar dokument direktno naslavlja, je v principu zagotovljeno že, ne vem, z ustavo, za zakonodajo in tako naprej. Ne? Pri nas, ja. Ampak seveda ta enakost v zakonodaji je samo prvi korak. Ne? Potem je treba seveda to zdaj uveljaviti v praksi, videti, kako s tem je. Mentaliteto. No, vi ste videli, zdaj smo skoraj tisto prvo uro zaokrožili, ampak naslov te okrogle mize je bilo od besed k dejanjem. In moram reči, da so se že nekateri moji sogovorniki malo pritožili, češ kakšno je to, ne? In prosila pa sem vas, ne, ko sem vas povabila, da malo premislite o temu, ne, kako lahko gremo od teh čudovitih besed, teh listin, teh deklaracij, ki so tudi pravno zavezujoče, kot vidimo, k nekim bolj pozitivnim dejanjem in naredimo svet mogoče malo boljši. In zdaj, prosim, sogovorniki, je kdo že pripravljen, bi kdo lahko spregovoril prvi? Mogoče publika? Ali je to tako težka naloga? Mislim, da zrešim zadrego, ne? Takoj. Recimo, to je ena stvar od besed k dejanjem, ne? Govorili smo, seveda, kako pomembno je izobraževanje in se popolnoma strinjam. In da še samo tole povem, kar sem pozabila, Evropska konvencija o človekovih pravicah in svoboščinah je samo osnova oziroma tudi sodišče vedno pove, da je to ono tako rekoč uveljavlja, tako kot konvencija, minimalne standarde. Se pravi, ne, mislim, resnica je ravno obratna, ne, ker seveda potem ne bi bilo tako zelo veliko sodba, ne, ali sodb, če bi to res bilo države, ki imajo vso pravico in vso možnost, ne, da grejo nad standarde besedila konvencije in pa seveda tudi prakse, tega očitno ne delajo, zato ker so kar naprej še ampak res, jaz tudi ne bi mogla poudariti dovolj izobraževanja.
ne, za In človekove kaj pravice. imate tam? Poglej, Eno knjigo? to je pa knjigica, ki sem jo jaz zdaj slučajno tudi našla po dolgih letih, iz leta 1995 je, gre za otrokove pravice. Aha. In takrat je bil ena nevladna organizacija, Civic Link, je prosila Svetlano, ki je tukaj, gospod Svetlano Slapšak, seveda, ki je naredila besedilo, oziroma obesedila je te pravne formulacije z eno zelo, mislim, sproščeno, ampak seveda zelo odgovorno besedo, ne, če smo se že prej pogovarjali o korupciji jezika, ko sem seveda še enkrat to prebrala in potem sem vprašala svojo mlajšo hči, ki je bila takrat 6 let, ko je dobila to v dar, če se spomni, ne, in je rekel, seveda, veš, kako sem jaz to brala, ne. Se pravi, če se začnemo pri najmlajših, mislim, to je, če vam lahko samo eno preberem, pravico imaš, da greš k zdravniku, celo k zobozdravniku, če je treba. Zdravniki pa imajo pravico, da ti dajo kdaj tudi kakšno injekcijo. No ja, to ni ravno po listini Združenih narodov, toda če te že pičijo, jih morda lahko vprašaš, zakaj. Vedno se splača povprašati po svojih pravicah. Ne? In potem že v naslednjem paragrafu seveda jim naroča, da pa predvsem naj bojo budni in naj pišejo. In naj napišejo prvič, kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo in naj pošljejo, ne, na vsem, da vsi imajo naslove, od predsednika vlade in predsednika države do generalnega sekretarja OZN. Skratka, res, mislim, to se mi zdi, da je tako zelo pomembno, da drugega tudi nekako bodrimo. Ne? V petek slučajno sem jaz na svojo prijateljico, ki je odvetnica, vprašala, če pride sem, pa rekla, pa dej, pa se ti ne veš, da človekovih pravic ni. Jaz sem bila čisto šokirana, seveda, ker ima ona veliko v praksi, ne, in mi to vedno tudi pove, kako je v praksi, ampak jaz sem pa potem, seveda sem bila rekla, čak mal, kaj pa kazenski zakonik? A ti ne misliš, da so tam not človekove pravice? Sej to je skrito, ne, ker drugače bilo pa kadija sudi, kadija tuži, ne. In moram reči tudi, da zdaj, ko sem se še enkrat, seveda po dolgih letih sprala in sem tole najnovejšo verzijo, ne, sodba sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice spet malo vzela v roko. Mislim, sej to je neizčrpan vir. Ampak res je, da je treba to seveda spraviti med ljudi, ne. Mislim, da se prvič, da se zavedajo, da so te možnosti. Seveda je težko je uveljavljanje, zato ker moraš imeti kar nekaj znanja, pa tudi, mislim, ni enostavno, ker je tudi najprej treba se prebiti skozi slovenski, seveda pravosodni sistem, kajti tudi to sem nekako pozabila najprej povedati, ker je zelo pomembno, da morajo seveda, vse to že verjetno se splošno ve, najprej, če hočeš priti do Evropskega sodišča za človekove pravice, moraš izkoristiti vsa pravna sredstva v Sloveniji. Ne? In to seveda ni enostavno. Ampak vendar, seveda, ozaveščanje na vsakem koraku oziroma spodbujanje drugega in tukaj moram še, potem pa končam, omeniti Stefana Esela, koga drugega, ne, ki je bil takrat pripravnik, ne, ko se je delala, ko so kovali ali pa snovali tole splošno deklaracijo in bil pripravnik pri, mislim, da je bil Reni Kasanu, pri Reneju Kasanu. In seveda to je gospod, ki je pri svojih 90-ih, nekaj 2 leti prednje umrl, ne, izdal tisto knjižico, ki so jo pri nas prevedli Dvignite se, ne, oziroma kako? Ne, Andinjevu. Se pravi, ne, pa ne jezite, ogorčite se, kaj ti, ne, on je bil seveda takrat, ne, ravno moram povezati seveda z Walterjem Benjaminom, ki je bil prijatelj njegovega očeta, ne, in sta skupaj seveda celega Prusta prevedla v nemščino. In ta prijatelj njegovega očeta je leta 1940, torej Walter Benjamin, bil na jugu Francije in seveda je mislil oziroma želel pobegniti v Španijo in potem v Ameriko.
In so takrat zaprli mejo, z njim je bil pa Stefan Esel, takrat seveda še, to se pravi, ja ne, takrat je bil 20-23-letni mladenič, ki je čakal in potem seveda, da bo dobil zvezo, da bo šel, se priključil De Gaullu, ne, v Londonu. In kjer so ga potem tudi poslali na misijo v Francijo, tam so ga ujeli in je bil v koncentracijskem taborišču. Skratka, on ne postavi tisto temeljno premiso. Najprej se moraš, nekaj te more ogorčiti in njega je seveda ogorčil nacizem in potem iz tega pride akcija. Se pravi, ne, in potem pri 90-ih ravno tako še poziva vse, ne, in takrat vemo tudi, da je zelo, tudi se zavzemal oziroma je podpiral Podemos, ne, bil v Sloveniji več kot Podemos, ampak seveda je rekel z mirnim oporom zdaj, ne, ampak seveda ne glede na to pa skratka, upreti se vsemu tistmu, kar ni vredno z eno besedo človekovega dostojanstva. In tako, ne? Tudi tukaj ja, se upiramo tako, da danes. to se mi zdi, da je res, ne glede na vse, da smo seveda že zelo včasih ne apatični ali pa nekako, da vidimo, ker je res inercija ogromna, ampak brez tega jaz ne vidim prihodnosti človeštva. Absolutno ne, ker da bo nekdo kar poskrbel, ne, ker vidimo zlasti pa ne, mislim tisto, kar imenujemo pa skupnim imenovalcem kapital, ne, ker vemo, da vse pravice so se izbojevale po dolgotrajnem boju, ne, in pa tudi, da je veliko pripomoglo razsvetljenstvo in tako naprej in seveda vsa ta zahodna demokracija in vse te pravice, ki so v tudi Evropski konvenciji o človekovih pravicah, pač izhajajo iz te podmene in seveda iz ene jasno globoke civilizacije, ne, in zato tudi vedno, mislim, da je bil tudi prav to Stefan Esel, ki je rekel, tukaj se morata vedno združiti civism, ne vem, kako bi to rekli v slovenščini, ker je to taka lepa beseda, civism, ne, civism, se pravi, ne vem, ja, ampak civilno je premalo, civiliziranost, ja, civiliziranost oblasti, ne, civiliziranost oblasti in le courage civil, se pravi civilna koraža ljudi, ne, in to je v vseh, v organizacijah, bi rekla, ne, ki skušajo pomagati ljudi seveda v šolah, ne, delovnih okoljih, da ne govorimo in tako naprej, ker to bo boljše potem za vse, ne, če bo osnovno dolgoročno človekovo dostojanstvo ostalo na primerni višini in če bo to res vrednota. Mogoče še sogovorniki, kakšno mnenje? Jaz bi raje slišal, kakšne so kaj mnenja Se med ljudmi, ki so nas strinjam, ja. zdajle disciplinirano poslušali. Ja. Imajo kakšne Mogoče samo, misli, ne, se ja. bojo povedali, pa kakšno vprašanje Prosim. mogoče. Ja? Hvala. No, ampak za ogrevanje iz publike ven, ne. Zdaj, jaz mislim, en epistemološki optimizem, ga lahko gojimo, ga lahko imamo, ne. Jaz mislim, da zahodni človek ni se nikoli tako dobro poskrbel za svojo varnost, ne, kot je trenutno tak, kakršen je, ne. Zdaj, za vzgojo, za izobraževanje je pač to premalo, ne. Mi rabimo tistega, ki pravice uveljavi, ne, nekdo, kdaj imamo pravice? Takrat, kadar je nekdo, ki jih mora uveljaviti, ne, ali imamo pravice tudi takrat, ki jih nihče ne uveljavi, ne. Zdaj, znotraj tega zahoda, ki se dela demokratičen in kjer živi 480 milijonov ljudi, ne, ali 500 že skoraj, smo naredili kar pomembne korake naprej. Ena stvar pa je, ki me zanima, ne, celoten korpus tega, kar imenujemo človekove pravice, kar imenujemo humanitarno pravo, ne, kar imenujemo, lahko uporabimo besedo civis, ne, to je umika, ne, je iz zahodnega sveta, iz zahodnega, kako bi rekel, iz zahodne pameti izraslo, ne. In Zahod je uspel to preprosto izvoziti v svet. Tisto, kar me zanima, je naslednje, ne. Kaj je na tem korpusu? Posebno Danilo Tir, ki se ukvarja s tem, ne. Moja kolegica bi tudi morala o tem vedeti.
kaj je v korpusu, temu, čemu rečemo globalna humanistika, rezultat drugih civilizacij in drugih kultur. Zakaj to sprašujem? Ne? Sprašujem tudi zaradi tega, mi lahko postavimo koncept univerzalni, ne? Sigurno, ne? Človek vseh kontinentov je sposoben enako dojemati trpljenje. Ne? Če ni sposoben enako dojemati srečo, veselje, ampak trpljenje pa je. Ne? Vseeno se postavlja eno vprašanje, ne? Kaj je prispevek drugih mogočnih civilizacij znotraj tega korpusa, da bi lahko postal globalen, ne? Da bi lahko, ne? Mi dobro vemo, kako je velik odpor do Zahoda in to upravičeno, ne? Vse, kar počenje Zahod, ne? Vsi vemo, ne? In zdaj človek se maščuje islam, druge civilizacije. Kaj je tisto, kar je iz drugih civilizacij in bi lahko predstavljalo korpus, tisto, čemu se reče lex universalis, ne? Univerzalna pravica. Ali so Kitajci, Indijci, Japonci, Latinoamerikanci, Afričani kaj prispevali, ne? Zakaj to sprašujem? Tudi zaradi tega, ker soočamo se v Evropi z enim problemom, ne? Zahod je začel spraševati, ne? Kaj ste pa Slovani prispevali te Evropske unije, ne? Pa tega ne bom zelo potegnil, ampak to vprašanje, ne? Dobro, tu je seveda vprašanje, ki se ga da na več nivojih obravnavati. Recimo pri pripravi univerzalne deklaracije so seveda latinsko-ameriške države močno sodelovale. Se Latinska Amerika je predlagala celo, da bi v samo ustanovno listino Združenih narodov leta 1945 vključili poglavje o človekovih pravicah, pa ni bilo soglasja za to, zato je potem delo se nadaljevalo z univerzalno deklaracijo, ki je bila sprejeta 3 leta kasneje. Indija je sodelovala v teh razpravah. Ne. Iz arabskega sveta je tu sodeloval veleposlanik Malik, ne, Libanona, ki jasno se lahko reče, da je bil evropsko formiran in potem takem, ne, bliže nekemu evropskemu pojmovanju. Tako da jaz bi bil skeptičen do tega, da je zdaj tu zahodni svet neko čisto svojo civilizacijo, ki je tuja drugim civilizacijam nekako v silu svetu. Ne verjamem, da je to bil tudi prvenstveni motiv tistega časa, ampak to je en nivo razprave. Teh nivojev je pa seveda veliko. Ne? Zdaj, če vzamemo enega, ki je aktualen v tem trenutku, jaz si ne bom domišljal, da lahko na to vprašanje odgovorim resnično kompletno. Nekaj ima zelo veliko podvprašanj, zelo veliko je vidikov. Kajti na vse zadnje, veste, človekove pravice so vedno kontekstualna zadeva, ne? Vedno se uresničuje v nekem specifičnem kontekstu. In potem je vedno vprašanje, kaj je od tistega, kar se uresničuje, univerzalna vrednota in kaj je ono, kar je specifično za kontekst. Ne? In recimo, če gledamo, jaz zadnje čase večkrat potujem na Kitajsko, ne? In na Kitajskem se o teh rečeh precej razpravlja. Ne? In zdaj, mi imamo svojo predstavo o Kitajski kot o državi, kjer so človekove pravice v celoti zanikane. Ne? To ni čisto res, kajti kitajsko politično vodstvo razume, da s razvojem družbe se pojavljajo čedalje večje zahteve ljudi in da se morajo s tem vprašanjem ukvarjati bolj temeljito. Na eni od konferenc, ki je bila pred 3 tedni, jaz nisem na njej sodeloval, da se razumemo, bral sem na njej v medijih, ne, je bila predstavljena poslanica kitajskega predsednika Xi Jinpinga, ki je rekel, naša naloga je, da ugotovimo, kaj je v današnji razpravi o človekovih pravicah univerzalnega in kaj je specifičnega za našo družbo in mi moramo poiskati najboljše od obojega. Ne. Rekli boste, to je seveda, rekel bi, hinavsko, on tako ne misli, on misli na svojo oblast in verjetno res misli na svojo oblast. Ampak ve, da te oblasti ne bo mogel obdržati in razvijati, če se ne bo prilagodil. In prilagodil čemu? Potrebam ljudi iz danega konteksta, današnje družbenega konteksta Kitajske, ki je išla iz popolne revščine na nivo, kjer so zahteve večje, do neke mere tudi neznane in kjer so človekove pravice nenadoma postale nekaj, o čemer je treba resno razpravljati. Ne? Zdaj, potrebno reči, ne bi rad izpadel naivno ali pretirano optimistično, ampak opažam, da se ta problem pojavlja pri vseh družbah, ki se želijo razvijati. Zdaj pa seveda, da bi še bolj neposredno odgovoril na vprašanje, če pogledamo univerzalno deklaracijo, 16. člen, 3. odstavek,
Družina je naravna in temeljna enota vsake družbe in je upravičena do zaščite se strani družbe in države. Vidite, zdaj tu imamo eno zanimivo izhodišče, ki bo našlo svoje odgovore v vsaki družbi. Nekoliko drugačne, seveda. Na Kitajskem je pojem družine nekaj drugega, kot recimo v Zahodnji Evropi ali v Avstraliji. In zdaj, ali bomo lahko rekli, da je ta odstavek rezultat zahodnega uma, modrosti Zahoda in vsiljen drugim civilizacijam? Odgovor mora biti seveda ne. Ampak zdaj tisto, kar bo morala praksa uresničevanja ideje človekovih pravic odgovoriti, pa je, ne? Dobro, v našem okolju, kaj je družina? Kaj je tisto, kar zasluži zaščito tako družbeno kot državno? In seveda to ni lahko vprašanje. Tu se potem neha razprava o abstraktnih idejah in se začne razprava o zelo konkretnih rešitvah, ki zadevajo vsakega človeka. Posamezno. Ne? Jaz sem se z mladimi Kitajci pogovarjal, kaj se pravi narediti družino na Kitajskem danes. To sem eno od teh mojih prevajalk vprašal, koliko otrok bi rada imela. Pa pravi, 2 otroka, veste, že zelo veliko, to je drago, tako družino je težko vzdrževati. Zdaj, izhajajo pa iz ene izrazito patriarhalne kitajske družinske tradicije. Bi raje imela sina ali hčer. Raje hčer, kajti veste, fantje imajo zelo veliko breme, ker se od njih pričakuje, da bodo materialno vzdrževali. Glede, jaz nočem nikogar in ničesar braniti. Hočem samo povedati, da ko se tak ideal, kot je družina, kot naravna in temeljna skupnost sreča z družbeno stvarnostjo, nastanejo vprašanja, na katere mora vsak družbeni kontekst najti odgovore. In v tem je ta univerzalnost. Ti odgovori ne bojo identični, ampak bojo odgovorili na neko temeljno zahtevo, ki je tu artikulirana v obliki univerzalnega pravila. Tako, mislim, ne kot odgovor, ampak razmišljanje. Še kakšno razmišljanje? Mogoče gospa Svetlana Slapšak. Pravkar sem ukazala, da je prišel tudi Boris, katerim Ja, zaspali. s katerim je obima odpadla operacija. Ne, ampak mogoče eno drobno notico, ker mogoče ne vejo, da ne samo, da ste nagrajenka, prejemnica številnih nagrad, ste edina slovenska prejemnica tudi nagrade ameriškega PEN-a leta 1993 in borite se za... In Boris vas je predlagal, ker je bil gospod Boris Novak, je pa mednarodni podpredsednik in to ravno zaradi tega, ker imata en imenovalec in mogoče ga lahko zdaj le najdemo, to je resnična odprtost do vseh drugih narodov, spolov in tako naprej. In mogoče lahko govorimo tudi danes o pravicah migrantov, ali ko stopijo čez evropsko mejo, ali pa preden stopijo, kakšne so njihove pravice. 70 milijonov že na svetu ljudi na begu in to so ogromne številke in vsak dan vidimo na novicah nekaj novega. Glede na to, da sta se oba zavzemala za te stvari, mogoče kakšen komentar. Z veseljem. Prvo bi rekla, hvala lepa, da ste veseli. Ja. Prvo bi rekla nekaj o tem univerzalno in kaj je to, kar naj bi bilo specifično v vsaki kulturi, oziroma naj bi bilo nekaj, kar naj bi bilo samo Zahodna Evropa. Je nekaj in je izrazito univerzalno in objema vse družbe, ki jih poznamo, to je patriarhat. Patriarhat je univerzalni pojav, ki velja za vse družbe. Ampak obenem se v vsaki družbi zelo hitro in zelo dobro prilagaja na različne pogoje. Pa v našem kontekstu recimo je odlično gre s katoliško cerkvijo, odlično je šel s komunizmom brez kakšnikoli težav. Torej, je nekaj, kar je strukturno vpisano v človeško zgodovino in v tem smislu morda bi morali govoriti predvsem o patriarhatu in njegovi tej neverjetni želatinozni polisemiji, prilagodljivosti in potem šele pride do jasnih rezultatov. Kontekstualnost je tukaj ključna. Recimo, kako se je zgodilo,
da samo 11 let po tem, da je PEN nastal na kongresu v Dubrovniku, imamo situacijo, v kateri po mojem globokem prepričanju sploh ni bil problem, da se govori o enakosti ženskih in moških, ker je to že veljalo. Feminizem je bil veliko manj umazana beseda v tem trenutku kot danes. Danes, ja. No, sprejemali so ženske, To je bilo to je popolnoma- bilo ja. zakonjeno od leta 1928. Sploh ni Tako bil da, problem, ja. da To. obstajajo ženske pravice in je bilo banalno jih vključiti na določen način. In obenem imamo situacijo, seveda, da je Lili Novi prevedla vse tekste slovenskih sodelujočih v nemščino. Ena za vse prevajalke. To je pač tipična pozicija žensk v kulturi. Ne. Torej, vprašanje, kaj narediti, je seveda to, da pač opazuješ kontekste, da se nikoli ne zgubi ta potreba, da se, po mojem, resnica ne obstaja, ampak obstaja prostor razširjanja znanja. In če ne razširjamo znanje, ne moremo. Smo potem zadovoljni z eno resnico, ki jo lahko kupimo na drugi strani te ulice v Cerkvi. Ve se, koliko stane. To pa res ni problematično. Se lahko zadovoljimo s to resnico. Ampak iskanje resnice je nekaj čisto drugega. Ne? Torej ne resnica, ampak iskanje resnice. To je tisti, če hočete, humanistični princip, ki velja za določeno populacijo ljudi, ki so v raziskovanju, ki so na univerzah, ne vsi seveda, ampak določeno število. Torej, te mehne spremembe moramo nekaj slediti. Ko pridemo do ključnega vprašanja beguncev, s katerim se pa Matejsko seveda popolnoma ukvarjam, pridemo do tega, da jaz moram vprašati strokovnjake, kaj pomeni ilegalni begunec? Kaj pomeni ilegalni emigrant? Dokumenti, ki sem jih jaz brala iz teh povelj pa teh tekstov Združenih narodov, sploh ne specificirajo ta termin. In če gremo, če hočete logično, enostavno do konca te ulice, potem zaključimo, da je ilegalni emigrant tisti, ki emigrira oziroma potuje oziroma zapušča svojo državo izključno zaradi materialnih ciljev, da bi enostavno postal bogat. To očitno je skregano z tistim, kar vidimo z dejstvi. Torej, ilegalni imigrant bi predvsem bil nek bogati človek, ki gre na določene otoke, kjer nima problemov z davkom. To je ilegalni imigrant. Vsi ostali so legalni, kar hočejo preživeti predvsem. Kar podrazumeva seveda, da delajo, da nekaj dobijo za svoje delo in da normalno živijo. Ne? Torej, ta termin ilegalni, ki zdaj seže do državnega vrha, bi morali enostavno reči ven. Ne pomeni nič. To je tista kontaminacija jezika, ki ste vi govorili. Ilegalni imigrant ne pomeni nič. Dajmo se enkrat. To je eno od vprašanj te kontaminacije. Druga kontaminacija, ki jo vidim, je ta, da veliko ljudi danes uporablja termin človekova pravica in človekove pravice zato, da jih zmanjša. In to je taktika, ki je tako izrazita, da ne morem se niti sama znajti, s kakšno hitrostjo to gre. Nekaj dni nazaj sem poslušala nekega bivšega veljaka, zdaj seveda na tej Janševi televiziji, ki pravi, zakaj nimamo statistike o tem, koliko je Slovencev rojeno od Slovenca očeta in Slovenke matere. To bi bilo dobro. To je že leto 53. To je evidentno izkoriščanje neke znanstvene niše, ki služi tem, da se zmanjšujejo človekove pravice. Ni nobenega dvoma, da je cilj ta. In potem pa še eno izjavo, ki sem jo danes slišala in sem čez spet popolnoma zbegana. Predsednica Komisije za peticije in človekove pravice je izjavila, ko je bilo govori o tem, kaj je človekova pravica, in edino, kar sem jaz zastopala, da je človekova pravica Kanglerjeva pravica, pa Janševa pravica, pa potem pravica na grob, ki je seveda v mojem primeru, moram priznati, takoj dvomljiva, ker je prenesena na žive. Torej bi morali govoriti o živih in potem seveda popolnoma priznam to pravico, ampak je res v drugačnem kontekstu. In končno jo ta speaker voditelj vpraša, kaj bi vi rekli o pravicah, in zdaj seveda gre tisto tipično vprašanje, ki podrazumeva odgovore, ne? O Šamjehu, beguncu, ki žve denar vseh revnih v Sloveniji in tako naprej in tako naprej. In predsednica te komisije odgovori, nimam kaj povedati, to pač rešuje policija. To je
To je pa tako Torej je škandalozno, človekova pravica v rokah absolutno, policije. to je tako škandalozno, da človek res popolnoma v nekem trenutku ne ve, kje je. In obenem imamo predsednika republike, ki je izjavil, da gospodu Šamijeku želi vse dobro in dobro zdravje, ampak naj gre čim prej na Hrvaško. Te prakse, zamislite nekoga, ki nima pojma o človekovih pravicah in potem sliši takšne zgodbe, ki so prepričljive, ki so zabavne, ki takoj gredo v patriotizem, v občutek parohijalnosti in vse ostalo, kar dobro poznamo tukaj v Sloveniji, in tudi v celi Evropi. Torej, je res problem v tem, da nimamo medijev, ki sproti ne bi vsak dan objavljali zgodbe, ki so drugačne, mnenja, ki so drugačne, raziskave, ki so drugačne, številke, ki so drugačne, statistiko, ki ima drugačne cilje in tako naprej in tako naprej. Torej, če hočete, smo res v situaciji, da nimamo pravih medijev resnice, kar je nekaj gre v časopise, to je res, ampak bi morali imeti medije, na katere se dnevno obrnemo, kot je recimo zdaj bil PBS ali pa kakšen drugi medij. PBS, kot veste, je plačala država, zdaj ga plačujejo privatno, ampak ima to idejo, ki jo mi nikoli nismo usvojili. In to pa je, da pošten medij mora biti popolnoma plačan. Ne sme skrbeti za svojo ekonomsko situacijo. In tisti, ki financira, mora vedeti, da financira kritiko proti sebi. Proti sebi, ja. In to je ideja Sokrata. On govori v svoji apologiji, ki je seveda Platonov tekst, učenca, zaljubljenega in vsega drugega, ni nujno, da mu vse verjamemo, ampak je ključen element, v katerem Sokrat menda v svojem zagovoru pravi, jaz sem obad za demokracijo. Demokracija je prelep, debel in zelo lenoben konj. Jaz sem obad, ki ga piči. In morate razumeti, da je to moja vloga v demokraciji. Torej, če sprejemate demokracijo, morate imeti obade, ne samo lepe bele konje, debeli in lenobi. Torej, te situacije se moramo naučiti. In potem, seveda, ko vi poznate primer Sokrata, ali tudi primer Štefana Luksa, ki je 34. leta zakorakal v Ligo narodov in se ubil pred vsemi prisotnimi, da bi opomnil na fašizem, nacizem, ki se pojavlja, se ubil, tako kot se je Walter Benjamin moral biti, kar ni imel izhoda več. Ali pa Jan Palach. Ali pa Jan Palach, ali pa mnogi drugi. In to primerjati, te ljudi primerjati z generalom Krajkom, ki bi se v rimski tradiciji moral biti potem, ko je uničil most, to noč, ne pa 20 let pozneje. Torej je sramotna enostavno, to niti ni vojaška čast, ki v tem primeru samomora na Haškem sodišču primerjalna enostavno ne gre, asociativno enostavno ne gre, ampak ko nekdo na Hrvaškem začne primerjati Sokratom, potem pa se gre naprej, kar ni znanja, kar ni medijev, ki bi povedali, ne, to ni ta primer. Enostavno, hladno, brez emocij, to ni ta primer, gremo naprej. Vzamimo kakšen boljši, Mucija Sevolov, ali pa morda Katona, ali pa nekoga drugega, ki se je ubil zaradi dobrih razlogov. Ja, gledajte, to postaja zelo zanimiva razprava in jaz bi rad naredil še nekoliko bolj polemično. Najprej glede patriarhata, to je resnično zanimivo izhodišče. Jaz sem pred dnevi naletel na eno prikaz ene knjige v New York Review of Books nekega ruskega zgodovinarja, ki živi v Združenih državah Amerike in ki opisuje, zakaj je oktobrska revolucija končala. In zanimiva teza je v tem, da pravzaprav se je ta revolucionarna energija izpraznila skozi ponovno afirmacijo družine in patriarhata, kateri so na vse zadnje bili privrženi vsi voditelji revolucije in so potem takem nekako to revolucijo nekje v 20 letih 20. stoletja tudi končali. In on to opiše z opisom razmer v enem stanovanjskem bloku v Moskvi, kjer so živeli vsi ti revolucionarji s svojimi družinami in kako je to življenje izgledalo in kako je pravzaprav to življenje pokazalo neko usihanje revolucije pod močjo patriarhalne družine.
Skratka, to se mi zdi izredno pomembno, en pomembno pogled, ki je za mene bil čisto nov, ne, ker je Oktobrska revolucija se vedno obravnavala kot nek politični proces in seveda vse drugo, kar gre s tem. Ne, ampak tukaj imamo resnično eno zanimivo izhodišče, ne, ki pravzaprav kaže na univerzalnost patriarhata in pa seveda odnosov, ki se ves čas po malem spreminjajo, ampak spreminjajo se tako, da v bistvu ni tako zelo drugačno. Ne. In seveda to nas vodi potem do tega, da razumemo pomen kontekstualnosti in pomen iskanja resnice v nasprotju z tem razglasitvijo resnice. Ne. Zdaj bom pa naredil tu en prehod, ne, na vprašanje migracije. Vidite, iz istega izhodišča. Veste, ker če gledate akte Združenih narodov ali drugih, ne, kako so obravnavali skozi vso to zgodovino svobodo gibanja. Ne. Jaz sem bil v enem ekspertskem organu v 80-ih letih v Združenih narodih, kjer je bila obravnavana ena študija, ki je napisal nek zambijski član, ekspert po imenu Mubanga Chipoya. In ta možakar je napisal študijo na temo svoboda gibanja v današnjem času. Ne. In seveda, izhajal je pa iz tega, kako je svoboda gibanja opredeljena v mednarodnem pravu. Ni opredeljena kot absolutna pravica. Nasprotno, ne, omejena je na več načinov, na 3 načine. Eno je z samo definicijo vsebine. Ne. Svoboda gibanja je pravica tistega, ki je zakonito v neki državi, da se svobodno giblje znotraj te države. Da to državo zapusti kadarkoli in da se svobodno vrne v svojo državo. To je pravna definicija svobode gibanja. Potem sta pa tukaj še 2 omejitvi. Država sme svobodo gibanja omejiti iz razlogov javne varnosti. In končno država lahko derogira, začasno ukine to pravico, če je ogrožena njena eksistenca. Ne, če gledamo recimo naš lanski zakon, je v bistvu nekje vmes med to 2. in 3. omejitvijo. Ne, bliže 3. se mi zdi nekak grožnja, če bo ta problem porasel, bomo mi ukinili svobodo gibanja. Glede, to je zdaj ta normativni okvir svobode gibanja, kakršen je v mednarodno-pravnih aktih, ki pa seveda ne odgovarja na temeljno vprašanje, ki ga je takrat postavljal ta zambijski ekspert, da se ga dobro spomnim, da fizično se ga predstavljam, ki je rekel, ja, ampak dragi prijatelji, kakšen smisel pa ima svoboda gibanja, če nimate kam iti? Ne? What is the purpose of the freedom of movement if there is nowhere to go? In potem ni imel nobenega odgovora. Ja, že mogoče, da ni odgovora, ampak gledajte, mi delujemo znotraj pravnega reda, ki so nam ga določili mednarodni instrumenti na področju človekovih pravic in ti niso svobode gibanja definirali v nekem absolutnem smislu, ampak so mu dali zelo veliko omejitev, verjetno med vsemi pravicami, kar jih je v mednarodnem kodeksu človekovih pravic, je pravica do svobode gibanja najbolj omejena. Pravno z pravili, ki danes veljajo. In mi moramo tudi to vedeti. Zdaj, če smo zavezani iskanju resnice, ne razglašanju resnice, potem moramo ta vidik obravnavati enako resno, kot obravnavamo eksistenčne vidike in druge vidike ljudi, ki pač se hočejo premakniti nekam, kjer bodo lahko preživeli. Seveda pa lahko najdemo potem tudi paradoksalne stvari, kot smo lahko slišali zadnjo soboto, ne, ko smo zvedeli, da je ta iranski pralec denarja imel britanski potni list. Ne. On je uporabil svobodo gibanja kot mnogi drugi Iranci. Jaz sem poznal veliko teh, ki so po revoluciji v Iranu leta 1979 šli na zahod, mnogi bogati ljudje so se tam dobro znašli, so dobili državljanstvo v Veliki Britaniji, v Franciji, v Švici in drugod in so delovali sjajno kot poslovni ljudje. In očitno eden taki, bil tudi tak, je prišel z britanskim potnim listom in je tu izvajal gospodarske transakcije. Vidite, tudi on je bil koristnik človekove pravice do svobode gibanja in jo je uporabil z največjo možno, rekel bi, učinkovitostjo zase. In zdaj mi se vsem tem ukvarjamo, jasno. No, mogoče še kakšna replika, še kakšno mnenje tudi iz publike, prosim. Ampak vsem bi si moral glede migracije reči eno stvar, ne? Da je bil Zahod postavljen na najbolj benigen preizkus. Migranti so prihajali proti takih valovih, neoboroženi, taki drugi. Zdaj, če tega problema Zahod ne more rešiti, ne?
novi svetovni red. Ne? Hvala. Novi svetovni red, ne? Tega bodo postavljale izven evropske sile. Prvič izven evropske sile. In zdaj pridemo do tega problema. Ne? Kakšna Evropa pa lahko v tem triumviratu sodeluje, ne? Kot četrti? Kaj ima za ponuditi? Ne? Tukaj smo pri enem problemu, ki ni čisto enostaven. Ne? Omenili ste problem patriarhata kot antropološko značilnost človeških družb. Zdaj, gospa matematičarka je omenila izjemen razvoj naravnih znanosti, ne? Zaradi tega, ker komodno razmišljamo, da so humanistika in naravne znanosti dve ločeni področji, ne? Pa nista. Ne? Zakaj je patriarhalnost pomemben problem? Zaradi tega, ker se zahodni človek, ne? Posebno zahodna ženska, ne? Prvič v svoji zgodovini znajde v situaciji, ko ženske ni treba, da rabite moške. Ne? Vi, gospa, ste pisali v nekih spermah v listu Večer. Ne? Veste kaj? 10 milijonov rabimo. Niso bili moje lastne. Vem, ampak hočem povedati, ne? Zahodni človek je prišel do neposebne situacije, posebno ženska, ne? Ko lahko nadaljuje rod brez moškega. Ne? Vse zamrzni 10 milijonov sperm, pa jih ima po principu mutacije na zalogi za 400 let. Ne? Skratka, to so civilizacijski problemi. Ne? S tem, ko je znanost prišla sposobnostjo in vitro oploditve, ne? Postanemo kar naenkrat moški odveč. Jaz nimam nič proti, če končamo v bifeju. Ne? So pa ljudje drugi, ki imajo težave s tem, da bi končali v bifeju. Ne? Skratka, hočem povedati, da so problemi, ne? Na katere mora Evropa odgovoriti. Ne? Tudi glede tega, patriarhalnost kot oblika strukturnega, kako bi rekel, denigracije žensk, vsekakor, ne? Ampak zahodna ženska je v neki novi situaciji, ki jo mora premisliti svojo glavo, to se imenuje feminizem, ne? Kot način razmišljanja, ki ga ni treba pred nikomer več upravičevati. Ne? Samo en detalj bi dodala, veste, da pač bi bilo jasno. Patriarhat je nujna komponenta države. Paradoksalno je, ker patriarhat je tisti del, razdelitev proizvajanja hrane, administracija, vojska, delavci, vojaki in vse ostalo, to je jasno, kako se formulira mesto, ki je prva država. Ne? Ampak potem pa ostaja še ena linija, en dotok, ki je nujen za vsako državo, in to je priliv prebivalcev. V tem smislu, današnje situacije, zaradi tega patriarhat postal strukturni del vsake družbe, brez kakšnega, brez izjeme. Ampak danes, ko imamo pravzaprav že utemeljeno gibanje za vse spolne razlike in vse spolne variante, ni šanse, da bi moški izginili, oprostite. Vse spolnosti so zaželjene in to je v tem smislu popolnoma, to je negativna utopija, ki ni potrebna, sicer zveni perfektno, za takšen dober roman, ampak enostavno ni realizabel, bi rekli. Ne? Gospa Vah nas je opozorila, ko je bila mlada in še zmeraj je mlada, da so se določene zadeve zdele science fiction, ne? Če 30-40 let pa niso več. No, če smo že pri tem, ko imamo kloniranje, je tudi ženska pogrešljiva, ne? Lahko moški se klonirajo, sploh tisti, ki veliko mislijo o sebi. Lahko gremo proti družbi brez človeka, celo so lahko na koncu roboti, ki se programirajo. Mislim, da je hotel še dr. Boris Novak nekaj reče, ne? Jaz ker nisem pričakoval, da bom sploh lahko prišel, nisem ničesar posebej pripravil, ampak na podlagi tega, kar sem zdaj slišal, bi par stvari rad povedal. Najprej, kar zadeva seveda odgovornost Evrope, bi rad poudaril, da bi bilo to treba le omejiti in precizirati to Evropo in po vzoru na tisti Hik-Rodus, Hik-Salta je treba reči Hik-Evropa, Hik-Salta. V Sloveniji se mi moramo vprašati, kaj počnemo z begunci, ne pa da nenehno to odgovornost projiciramo na Bruselj. Ne nazadnje, Belgija je prevzela veliko beguncev, Nemčija, da ne govorimo o Italiji, recimo, ki zelo dostojanstveno nosi nenavadno, neznosno breme pravzaprav za celotno Evropo. In seveda to, kar Slovenija počne,
je, da vodi enako politiko do beguncev, ki je rasistična, kot jo vodi Višegrajska skupina. Tukaj se je žal treba povedati, da se je nekdanja socialistična hemisfera Evrope spremenila v greznico rasizma in Slovenija je zelo podobna temu, s tem, da uporablja evropsko retoriko. Tukaj seveda se lahko vprašamo, kakšna bo usoda naše države glede na izzive, ki prihajajo. In tukaj nimamo zagotovila, da bomo ostali na varni strani prihodnosti, zato ker moramo prevzeti svoj del soodgovornosti za te mednarodne, etične, hude izzive, na čelu seveda s problemom beguncev. Da ne govorim tukaj o žiletnih bodečih žicah, ki so popolnoma nepotrebne in seveda, kot je tudi naš ministerski predsednik povedal, niso namenjene beguncem, ampak Hrvaški. Mislim, to so seveda neke zadeve, ki bi jih bilo treba resno reflektirati in proti njim seveda tudi protestirati. Zdaj, kar pa zadeva vprašanje ženskih in moških pravic, pa se mi zdi, da seveda kadarkoli so dobri časi, da takrat seveda moški pridejo ven in žanjejo profit. In seveda kadarkoli so slabi časi, je na ženskah, da pravzaprav rešujejo svet. Če pogledamo, kdaj se pojavljajo pozivi, da naj ženske ostanejo doma in skrbijo za otroke, takrat, ko je ekonomska kriza. Takrat seveda moški obdržijo službe in ženske morajo pod domnevno etičnimi smotri ostati doma. Te zadeve se zelo zaostrijo recimo v velikih spopadih, recimo to je bilo očitno v obeh svetovnih vojnah, da so pravzaprav ženske morale prevzeti vloge, ki jih v siceršnji patriarhalni družbi niso imeli. Tako so recimo morale doma prevzeti kmečka posestva ali pa so morale iti opravljati težka dela v vojni industriji. In seveda, takoj, ko so se moški vrnili, so pravzaprav novo osvojeno svobodo, pravice, tudi seveda ekonomsko moč, ki so si jo s tem delom pridobile, morale nemudoma nazaj vrniti moški. V tem smislu recimo je zelo zanimiva knjiga zgodovinarke Mateje Ratej, ki analizira sodne spise o hudih zločinih, ki so se zgodili na Štajerskem, ko so se vojaki po prvi vojni vrnili predvsem seveda z vzhodne fronte. Ne? In tukaj recimo zelo natančno analizira, kako so te kmečke ženske morale nekaj let skrbeti za otroke, za posestvo. Zelo je značilen v tem smislu tudi poslanica škofa Jegliča, ki je zelo praktično in v nasprotju vsem, kar je prej govoril o škandaloznosti Cankarjeve erotike in tako dalje, dal navodila ženskem, da naj enostavno se obnašajo promiskuitetno in naj skrbijo pravzaprav za razmnoževanje, skratka, brez ozira na kakršnekoli družinske sakramente in tako naprej. Tukaj je seveda katoliška cerkev nenavadno praktična in seveda, ko so se ti moški potem vrnili domov, je nastopila tragična situacija, obojestransko seveda. Ne? In seveda je sledil nek nujen umik žensk ponovno na mesto, ki jim je pač Bog določil. Tako da te
te stvari so. Tudi po tej diskusiji mislim, da smo ženske, tako kolegice iz Rotary Nike kot iz ženskega odbora Mire, kakšen korak naprej danes, da se ne umikamo več, ampak bi pa prosila občinstvo in sogovornike, da se umaknemo v sosednjo sobo, kjer bomo mogoče ob kozarcu vina lahko še bolj divje razpravljali in mogoče našli za en droben hipec vsak pri sebi, kako lahko te plemenite besede tudi udejani. Sem jaz razmišljala mogoče malo bolj preprosto, kot vsi moji sogovorniki in vsi naši kolegi iz publike, o temu, kako lahko udejanim recimo temeljno listino PEN ali pa kako lahko razmišljam. Sem prišla do enega zelo bazičnega stavka, mogoče se boste smejali, ampak ja, humanizem se začne doma. Humanizem se začne med mojimi, družino, kadar je najtežje, se nadaljuje med prijatelji, se nadaljuje v društvih, kot je PEN in tako naprej in se širi, ampak tukaj se začne, pri vsakmu zase, ki je iskren. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, dragi sodelavci.